Kar se tiče ukrepov, je treba to, kar bom danes povedal, kombinirati s tistim, kar boste slišali še v nadaljnih 14 dneh, 3 tednih, to je glede programa stabilnosti in pa fiskalne konsolidacije, ki bo ob upoštevanju tega, kar sem že na začetku rekel, prineslo nekaj dodatnih potrebnih ukrepov in pa predvsem dalo dovolj jasno orientacijo za naslednje 4 do 5 let, kaj je treba storiti, da Slovenija ujame tisto situacijo na fiskalnem področju, ki bo omogočala relativno normalno oblikovanje prioritetnih strukturnih oziroma razvojnih ukrepov oziroma premikov, ki jih želi narediti. Zdaj, glede tega, kar se tiče izboljšanja konkurenčnosti, je to razdeljeno tudi na 5 delov ukrepi, približno tako, kot so se tudi grupirali problemi, ki so bili do zdaj omenjeni. Prvo poglavje, tam, kjer mislimo, da so problemi in ki jih je treba kontinuirano zmanjševati oziroma ukrepati, je področje zaposlovanja kot najbolj očiten razlog za skrb. To se pravi, mi imamo relativno nizko stopnjo zaposlenosti celotne aktivne populacije, potem imamo pa še na 2 koncih 2 izredno slabi točki, to je pri mladih do 29 let ali pa do 24 let vseeno in na drugi strani v starosti nad 50 let. Tam smo krepko pod evropskimi povprečji in seveda zato so tudi 5 predlogov glede zaposlovanja, se boste v publikaciji to lahko si potem sami v miru pogledali. Eno je zmanjševanje ovir za zaposlovanje in pa odpuščanje, gre predvsem za tisto obliko kombinacije prožnosti in pa varnosti, ki bo ob poskusu zmanjšanja rigidnosti, ki jo imamo zdaj predvsem pri zaposlovanju na nedoločen čas, hkrati zagotavljala tisto stopnjo varnosti, predvsem z uveljavitev tako imenovanega odpravninskega sklada, ki bo to kombinacijo dopuščala kot socialno vzdržno. To se pravi, da se ne bomo kregali o tem, ali je večja fleksibilnost na trgu dela, hkrati že zmanjševanje pravic zaposlenih, ampak da bo ta prva možna ob zagotavljanju te druge. To pa, kot sem rekel, boljše kot za sistemom odplačevanja odpravnin, ki podjetja izjemno obremenijo finančno v enem trenutku, je oblikovanje sistema odpravninskega sklada, kamor podjetja sukcesivno vplačujejo, tudi kadar ni krize in težav v posameznih podjetjih, na račune zaposlenih in seveda, če pride do težav, je odnos med zaposlenim in pa podjetjem bistveno lažje urejati, kot pa v tem trenutku, ko je to več ali manj potem konfliktna situacija. Pa še nekatere druge stvari so, ki jih Ministrstvo za delo pripravlja kot spremembe v zakonu o delovnih razmerjih. Drugič, modernizacija socialnega dialoga. To je relativno zapuščena tema v Sloveniji, pa vendarle je način, kako se socialni partnerji, ekonomski partnerji med seboj pogajajo o določenih osnovnih razmerjih, ne samo ko gre za plače, ampak gre tudi za osnovne elemente konkurenčnosti, so v Sloveniji s koncem predhodnega socialnega sporazuma zamrli. Mi mislimo, da je predvsem potrebno ponovno oživiti na 2 ravneh ta socialni dialog, na ravni socialnih partnerjev na najvišji ravni, torej med sindikati, delodajalci in pa do določene mere vlade, in pa na tisti nižji ravni, to je panožni oziroma podjetniški, kjer pa je treba doseči, da se bo dejansko pogovarjalo o realnih kategorijah. Prvič, da plače tudi tam, kjer so monopolni položaji, in to je precejšen del javnega sektorja, ko gre za tržne storitve, energetika in podobno, komunalne storitve, plače naraščajo hitreje kot produktivnost. To se ne sme več nadaljevati, ni nobenega osnovnega razloga za to in če je potrebno, mora država tam ukrepa, če trg tega ne doseže sam. In v energetiki je to očiten primer v zadnjem letu prav gotovo. Druga stvar, ki je pomembna, je, da v principu plače rastejo do višine produktivnosti oziroma so približno skladne s produktivnostjo, pri čemer je treba opozoriti, da smo zdaj izgubili nekaj tega zagona, ki je bil v preteklosti dosežen in bo verjetno v nekem letu 2 potrebno nekolikšno zaostajanje rasti plač za produktivnost, da bi se vrnili tja, kamor bi morali biti, če želimo znotraj evroskupine zadržati vse to, kar je prej gospod Vasle govoril, ko je govoril o konkurenčnosti. Zato predlagamo, da se pač v okviru obnovitve in pa osvežitve tega socialnega partnerstva, ne glede na trenutne težave, ki obstajajo na tem področju, pa racionalni partnerji morajo razmišljati naprej. Aktivna politika zaposlovanja, tukaj ugotavljamo skozi nekatere podatke, ki so novejše narave, da imamo pri principielnih ravneh, kjer so težave, to se pravi zaposlovanje starejših, način zaposlovanja mlajših,
niše, ki bi bilo treba absolutno za aktivno politiko zaposlovanja, to se pravi sektorsko, okrepiti in izboljšati. Samo en primer bomo dal in potem bomo šli naprej. Ko gledamo pri starejših in njihova zaposlenost, ki je zelo nizka, in potem pogledamo, koliko ljudi je vključenih v aktivno politiko zaposlovanja na področju dolgoročne socialne nege, v letu 2010 117 ljudi. Torej, očitno obstaja prostor za to, da se število teh, na eni strani, ki se jim ponuja ta možnost, in na drugi strani tisti, ki bodo popraševali po te možnosti, poveča. Se pravi, gre za nesorazmere na obeh straneh, čeprav se ugotavlja, da je dolgotrajna nega nuja, da se slovensko prebivalstvo stara, je očitno tako popraševanje, kot tudi do sedaj ponudba na tem segmentu relativno nezadostna. Tretja stvar, ki se v Sloveniji sploh ne razpravlja, pa je ena resnejših ovir za normalno tržno delovanje gospodarstva, je deregulacija poklicev in pa storitev. V prilogi boste našli vse popisane poklice v Sloveniji, ki so regulirani tako ali drugače. Teh je približno 350. V Evropski uniji, vsaj v povprečju, kolikor povprečja delujejo, jih je nekaj čez 100. Ko si boste pogledali listo teh reguliranih poklicev, boste razumeli, zakaj imamo to cehovsko mentaliteto v Sloveniji tako dobro razvito. Ki se tudi zmanjšuje hkrati potencial kvalitetnih storitev po nižji ceni, kar je konec koncev tisto, za kar bi potrošniki najbrž želeli biti deležni takega učinka. In ne nazadnje, peti ukrep, ki še ni v celoti razdelan, bo ga pa razdelala resolucija o visokem šolstvu in pa raziskovanju, to je učinkovitost visokega šolstva, predvsem kako prenašati znanja iz visokošolskih in raziskovalnih dejavnosti v gospodarstvo, oziroma jaz bi rekel raj drugače, da ne bomo gledali samo s ponudbene strani, kako spodbuditi gospodarstvo, da pa vprašuje po ustreznih storitvah, ki potrebuje za večjo kakovost in kvaliteto svojih proizvodov. Tukaj se pojavlja ideja, da bi namesto, da dajemo podpore ali pa subvencije direktno ponudnikom storitev, dali subvencije v obliki voucherov povpraševalcem po storitvah. Podjetjem, ki bi potem iskala s temi voucherji tiste, ki so najboljši v ponudbi določenih kvalitetnih storitev. S tem bomo tudi malce bolj dinamično okolje na področju raziskav in pa predvsem raziskav, da se bodo te raziskave dejansko začele usmerjati na način, ki ga tudi podjetniški sektor potrebuje, če že recimo osnovne raziskave ali pa temeljne raziskave nimajo s tem posebne neposredne zveze. Drugi sklop je plačilna disciplina, o tem ne bi veliko govoril, ker je vlada sprejela 3 ukrepe na četrtkovi seji vlade in ste o njih že nekaj slišali najbrž na tiskovni konferenci. Tretji sklop je učinkovito financiranje podjetij in pa spodbujanje razvojnih naložb. Tukaj je tudi po tem, kar je gospod Vasle rekel, smo relativno slabo ocenjeni, ker je dostop majhnih srednjih podjetij do financiranja in to po vseh oblikah financiranja relativno slab. V tem trenutku je pa slab tudi dostop normalnih velikih podjetij do normalnega financiranja, ki je predvsem v Sloveniji kreditno, če ne omenim položaja na kapitalskem trgu. Mi mislimo, da je potrebno nekaj ukrepov, tukaj je navedenih 5. In sicer prestrukturirane podjetja imamo na težavo, da so se banke napolnile z določenimi terjatvami iz tako imenovane detajkunizacije, kot se rado reče, kjer so dobile namesto svojih naložb, ki so imele v teh podjetjih, ker so jih morale prekiniti te naložbe, so dobile zavarovanja v svoje bilance, ki so jih imele prej kot zunaj bilančne, bi rekel, terjatve, torej delnice. S temi delnicami nimajo kaj posebnega početi, te delnice ne nosijo nobenega denarnega toka in je tisti tok, ki je prej bil skozi obresti, usahnil. Torej, naš predlog je, da se nadzorni sveti in uprave, predvsem bank v delni ali pretežni lasti države, takoj organizirajo za ustanovitvijo posebnih tako imenovanih corporate turnaround skladov, to se pravi skladov, v katera bi oni vložili te svoje terjatve. Te skladi bi se dokapitalizirali predvsem z investitorji iz tujine, ki bi prevzeli potem to vrstne terjatve in jih seveda na način, kot je to običajno potem tudi unovčevali, medtem ko bi se banke rešile teh nedonosnih oziroma zamrznenih terjatev, dobile namesto tega recimo obveznice z fiksnim donosom in s tem seveda obnovile svoj denarni tok in s tem tudi hkrati izboljšale bilančni položaj, ker bi take nove terjatve seveda imele bistveno drugačen tretma regulativen glede na obstoječe. To je ena stvar. Tukaj mislimo, da je potrebno ne, da se država vpleta v ta proces, ampak da se privatni kapital pojavi. In na drugi strani, kjer imamo, bi rekel, slabe terjatve bank, bi bilo končno že pričakovati, da bodo te banke, ki imajo tega največ, organizirale v lastnem
lastni organizaciji oddelke oziroma enote za restrukturiranje, ki seveda niso isto kot pa normalno kreditiranje in s tem seveda pospešile obnovo kvalitete svojih bilanc. V tem primeru je seveda od prodaja takih terjatev, ki sem jih prej omenil, boljše zmanjšanje stroškov poslovanja v sedanji organizaciji. Reorganizacija poslovanja bank seveda omogoča pridobitev dodatnih sredstev, ki se deloma lahko uporabijo tudi na področju financiranja tistih terjatev slabih, ki bodo seveda ob koncu svojega delovanja imeli nižjo vrednost kot je knjigovodska. Mi nasprotujemo, saj sam nasprotujem državni intervenciji v sanacijo bank, ta na način, kot je bil recimo izveden na Irskem ali pa v Združenih državah Amerike, prvič ni potreben, drugič je pa lahko tudi škodljiv glede na to, da se ne ve, po kakšnih cenah bi država odkupovala te terjatve in bi na eni strani imeli lahko situacijo, ko bi nekateri trdili, da je bilo to za državo kupljeno po preveliki ceni in s tem oškodovanje davkoplačevalci, po drugi strani pa po prenizki ceni glede na zahteve bančnih bilanc in bi na koncu imeli še večji konflikt, kot ga imamo že zdaj. Druga stvar je dokapitalizacija bank. Tukaj mislim, da so stvari sicer načeloma jasne, konkretno pa upam, da se bo kaj zgodilo, vsaj v teh dveh bankah, v katerih je država prisotna, da bo to seveda na način, ki bo omogočal, da bo kombinacija privatnega in javnega kapitala zagotovila dovolj veliko kapitalsko ustreznost, ki bo omogočala tudi normalno izvedbo stres testov, gre predvsem za Ljubljansko in pa Mariborsko banko. Tretja je predlog zakona o obdavčitvi bilančne vsote za banke in hranilnice. O tem bomo govorili, ko bo zakon prišel v vladno proceduro in bomo takrat ga tudi bolj podrobno razložili. Četrto je zagon delovanja razvojne platforme, o tem ste že precej slišali, zdaj smo se končno dokopali do tega, da imamo tudi zakonsko podlago za to in da bo lahko SID banka imela koordinativno vlogo v zagotavljanju osnovnih finančnih virov za delovanje na tem področju skupaj z skladi, kot so podjetniški in pa še kakšni drugi, da bi podjetja v svoji življenjski dobi, na vsakem segmentu življenjske dobe lahko dobila tisto ustrezno obliko financiranja, ki jo rabi. Predvsem imamo težave z začetnimo fazo poslovanja, kjer je zelo malo ponudbe ustreznih finančnih virov in pa da se ta nepovratna oblika državnih pomoči, ki zdaj teče pretežoma ali pa izključno, spremeni v obliko povratnega financiranja, saj v pretežni meri in s tem seveda lahko zagotovimo, da evropska sredstva tudi nekajkrat oplemenitimo, ne zgolj enkratno uporabimo. Četrto poglavje ukrepov je na področju upravljanja. Imamo velike težave z upravljanjem državnega premoženja. V prilogi imate tabelo 100 in nekaj naložb, ki jih ima država, SOD, KAT in PDP ta trenutek v svojem portfelju. Če jih boste pogledali, se boste lahko čudili, kaj vse je v tem portfelju, poleg tistega, kar bi moralo morda biti kot strateško in poleg tega, da na teh približno 6 milijard ocenjenih zaslužimo komaj približno 1,4% letnega dohodka. To se pravi, če bi se vi sprašali kot privatni investitorji, ali bi imeli v portfelju naložbe, na katere bi zaslužili dober procent, bi verjetno se začeli spraševati, ali boste na tak način nadaljevali svojo poslovno politiko. Država se do zdaj o tem še ni veliko spraševala, razen da je delala precej operacij, ki pa niso prinesle velikega napredka in upajmo, da bo agencija po začetnem obdobju, začetnem obdobju delovanja počasi tudi prešla na tisto dejavnost, ki je njena osnovna dejavnost, to je ugotavljanje kvalitete delovanja posameznih podjetij ali pa naložb, njihova primerjava z njihovimi primerljivimi naložbami drugje v Evropi ali pa v svetu in pa na osnovi tega priprava ustreznih ukrepov, tako za nadzorne svete kot za podjetja sama, če ne izpoštujejo takih osnovnih kazalnikov, ki jih pač bi zahtevala panoga, v kateri delujejo. Drugo področje, ki je tudi že nekaj časa zapisano, pa še ni realizirano, je učinkovitejše delovanje gospodarskih javnih služb. Gre predvsem za komunalna podjetja v Sloveniji, ker je še toliko nejasnosti na osnovi zakona iz leta 94 oziroma 93, da bi si zaslužili obnovitev tega zakona in seveda postavitev teh komunalnih podjetij na nekoliko bolj sodobni osnovi. Ni treba, da je Republika Slovenija ali pa nekatere občine, večina občin, fizični lastniki teh podjetij, dovolj bi bilo, če bi bili finančni lastniki in da bi ta podjetja upravljala s tem premoženjem, tako kot zdaj upravlja tudi DARS. In zaradi tega še nismo manj neodvisna država, kot bi sicer bili. Zadnje poglavje so administrativni postopki in pa ovire.
pridobivanje soglasij za umeščanje v prostor. Po 6 mesecih truda smo se zdaj dokopali do tega, da saj približno vemo, kje se vse ustavljajo procesi, čeprav je na nekaterih ministrstvih bilo izjemno težko priti do te ugotovitve. In tukaj je predlog teh osnovnih sprememb glede umeščanja v prostor, ki se morajo zgoditi, da bi potem tisti odredbodajalci, soglasodajalci in podobne inštitucije, ki zdaj določajo, pa mnogo tudi motijo proces, tega samo določale, ne pa tudi motile. In tukaj je nekaj predlogov, da vam ne bi zdaj imel čas, ki si jih lahko preberete in boste ugotovili. Upajmo, da bo Ministrstvo za okolje in prostor tukaj pokazalo veliko elana in doseglo določen napredek v letošnjem letu, ker ga nujno potrebujemo. Kot je bilo že rečeno, vpis lastništva nepremičnin v zemljiško knjigo je bil ocenjen do sedaj kot izjemen problem. Pravosodno ministrstvo je naredilo napredek z zakonom, ki je zdaj v ponovni obravnavi. Upajmo, da se bo ta stvar normalno tudi zaključila, pri čemer mi poudarjamo, da je seveda treba kot posod drugod zmanjševati postopke, kjer se ustvarjajo monopoli, oligopoli, tisti, ki take naloge izvajajo. To se pravi, tukaj predlagamo, da se poleg tistih, ki jih pravosodno ministrstvo predlaga kot izključne vpisnike takih zadev v zemljiško knjigo, kot so notari, odvetniki, nepremičninske družbe in pravobranilstva, to lahko storijo tudi fizične osebe same, pri čemer odgovarjajo za kvaliteto vpisa in pa učinkovitost vpisa s tem tudi sami. Morajo imeti izbiro, lahko to naredijo sami ali pa gredo preko teh pooblaščenih vpisnikov, ne pa da so zgolj samo pooblaščeni vpisniki tisti, ki to smejo narediti, ker se potem pojavljajo te monopolne situacije v določanju cen, ki so že v preteklosti pokazale kot neučinkovite. Drugo je to, kar ste že slišali, uvedba davčnih blagajn. Upamo, da bo letos ta zakon tudi dokončno sprejet in z 2012 ta zadeva uveljavljena. To je ena tistih stvari, ki je ocenjena kot slabost glede enostavnosti delovanja na davčnem področju. Poenostavitev plačevanja davkov, to je izjemno zmanjšanje števila računov, preko katerih se morajo plačevati davki, na 2 ali oziroma 3, iz zdajšnjih približno 200 ali koliko jih je, 3000 računov. Tako da je to seveda tudi en pomemben spremik, ta bo mogoč za to novo tehnologijo, ki jo DURS uvaja preko tega novega sistema davčnega. In nazadnje 2 stvari, učinkovito še delovanje sodišč v gospodarskih zadevah. Jaz moram reči, da sam še nisem zadovoljen tudi s temi spremembami, ki se dogajajo v insolvenčni zakonodaji, ker še zmeraj obstaja, kot vidite, relativno velike zadrege pri hitrem, učinkovitem ločevanju lastnikov od podjetij, ko prihaja do težav teh podjetij v delovanju. Takih primerov v zadnjem času imate dovolj in mislim, da bi se tukaj bilo treba še dodatno potruditi prvič s tem, da se sodišča specializirajo recimo na eno sodišče, ki upravlja vse večje stečajne oziroma postopke za prisilne poravnave. Na enem mestu v Sloveniji je tako majhna, da je to popolnoma enostavno možno storiti, ker si iz vsakega kraja v Ljubljani v roku ene ure, tudi če je bilo to sodišče v Kopru, ni noben problem. In drugič, da se seveda te zadeve, ki že tečejo glede tako imenovanega zasega premoženja, dokončno uredijo s temi zakonskimi spremembami, ki so v teku. In s tem se bo tudi to delovanje sodišč, predvsem pa skrajšanje postopkov časovno, ker je največja kritika teh mednarodnih organizacij, tudi lahko bistveno izboljšala. In nazadnje, zagotavljanje ustreznejše podporno okolje ter hitrejše črpanje evropskih sredstev. To smo v zadnjih 2 letih ugotovili, kako komplicirano imamo mi okolje, ki je še bolj komplicirano od evropskega za črpanje evropskih sredstev in potem so da organi in pa inštitucije, ki v tem sodelujejo, imajo veliko težav, da do teh sredstev pridejo hitreje, učinkoviteje in na enostavnejši način, ker je v osnovi osnovna logika manjših administrativnih ovir. V prilogi imate potem samo 3 priloge, da jih še omenim. Eno sem že prej omenil, mednarodna primerjava davčnih stopenj in bremen, tako da si lahko sami ustvarite vtis, kje Slovenija ta trenutek je. Drugič, tabela, ki jo sicer ne objavlja nihče, podjetja v posredni, neposredni lasti države, kar sem že omenil, boste videli zanimivosti, v čem vse je država vključena. In tretjič, prvič v Sloveniji ta evidenca reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji. Jaz upam, da smo s tem naredili en korak naprej v razumevanju, kaj je potrebno za boljšo konkurenčnost slovenskega gospodarstva, da se bodo socialni partnerji lahko okoli tega ne samo pogovarjali, ampak da tudi kaj dogovorili. In tretjič, da bo to poročilo upamo postalo redno, letno poročilo, s katerim bomo vzdrževali neko tenzijo razprave o tem pomembnem segmentu
za uspešnost slovenskega gospodarstva. Hvala lepa. Hvala, minister.